Pa gremo po Božji besedi in hvala ti, Oče, da bo tvoj duh deloval v srcih ljudi, ki so sedaj pred ekrani, srci tvojih vernih, in nas boš navdihoval vse. Amen. Prvo berilo je iz stare zgodbe, resnične zgodbe o Jožefu, Jakobu in bratih, ker sedaj nadaljujemo berila, ki so ga izdali, in je v Egiptu Bog za njega poskrbel. Zato lahko Bog naredi iz težkih situacij za vse nas nekaj nujnega, potrebnega, velikega. To sem slišal en izziv, da bi naj vsaj teden dni poskusili govoriti samo pozitivno, ne negativno. In se Bogu zahvaljevati za vse, kar se nam dogaja, kajti on ima večji uvid v to, kar je v igri in kako se bodo stvari razvijale. To zaupamo Božjo previdnost in mogoče se odločimo teden dni brez godrnjanja, brez slabega mišljenja, ampak zaupanja v Boga vsemogočnega, ki vse vodi in je vse ustvaril. On je naredil nekaj dobrega iz te težke situacije Jožefa, ko je bil v zaporu, ko je bil prodan za sužnja, ko so mu naredili to rano, da so ga prodali, očetu lagali. Ampak vse to je bilo zanje dobro, da je Bog to obrnil v dobro, da so bili lahko rešeni. Obenem prvo berilo nam govori o zgodbi o Judih in o sveti deželi in o razodetju tega edinega Boga, ki se danes po svetu, po vsem svetu časti in je prestal vse druge preizkušnje in prehitev vse tako imenovane bogove velikih civilizacij. To je razodetje Boga po Mojzesu oziroma izraelskemu ljudstvu. In da so oni tisti, ki so bili že v tej deželi, posebej danes je to aktualno, bili v tej deželi tudi po Božji obljubi. Vendar ali se Judje danes držijo Boga, ali pa se držijo svojih knjig, svojih tako imenovanih učiteljev, ki so napisali Talmud, pa Mišno, pa Mara in tako naprej. In oni zapuščajo Sveto pismo in držijo teh razlag. In po teh razlagah so Judje zelo nenaklonjeni kristjanom, oziroma celo vsem, praktično vsemu človeštvu, ker pravijo, da je Bog zapovedal, da naj malikovalci umrejo in nimajo pravice živeti, in to je večina človeštva. In ozko razlagajo tudi delež drugih narodov pri čaščenju Boga. In tudi Jezus je rekel na začetku, da je poslan za ovcam Izraelove hiše in Samarijo naj ne hodijo. Vendar to je bil prvotni Božji načrt, ki pošilja Jezusa Kristusa tudi k njim. Ampak po tem, ko so ga zavrgli, pa smo videli 2000-letno izgnanstvo iz dežele in potem sedaj to vrnitev. In tukaj se sprašujemo, ali so ljudje tudi danes izpolnjujejo svoje Božje obljube in se res držijo Svetega pisma. Kajti njihova stališča do drugih narodov so nesprejemljiva, pravzaprav nesprejemljiva. In dejansko so narod, ki obvladuje kapital v svetu in s tem tudi na nek način krojijo današnji svet preko teh kapitalskih družb. Obstaja prerokba Alberta Pajka, da bodo v prihodnosti uporabili Edom, se pravi islam,
kot tisti, ki bo uničil zahodno civilizacijo. To je bil prav neki načrt in zdaj vprašanje je, koliko pa so vsi Judje vključeni v te načrte, kajti imamo tiste, ki niso sionisti in ki pravijo, da se pravi, takšna stališča so nesprejemljiva. Potem imamo psalm, ponižni iščite Gospoda, ko iščemo Boga, razmišljamo o Bogu in se poglabljamo in boste živeli. Kajti takrat potem tudi izpolnjujemo njegove zapovedi, živimo v skladu z Bogom in to nam še pove, da Boga nikoli nismo na nek način do konca spoznali. Vedno je prostor že za iskanje Boga in na osnovi delnega iskanja mi lahko živimo tudi svojo vero, tako da je naša vera verovna, da je kredibilna. Moramo tudi z razumom iti naprej. Zato nam Jezus govori, da se telesnih sovražnikov ne bojimo, da je več, naše življenje je mnogo več od tega, kar mi sedaj razumemo ali kar mi tukaj vidimo. Pomemben je duh, ki je povezan z Bogom in pravi, nikar se jih ne bojte. Še celo za ceno življenja se jih ne bojte, ampak priznajte mene pred ljudmi tudi v najhujših stiskah. Tako naj nam Bog da vztrajnost v hoji za njim in svojega duha, da nam razsvetljuje našo krščansko pot in nas vodi v globine in večje širine spoznanja, ki ga potrebujemo, ko živimo tukaj sredi sveta.